Dobrodošli v naši ponedeljkovi oddaji o numerologiji. Moje ime je Lili Sorum. Danes bomo pogledali, kaj se skriva v vašem rojstnem datumu in potem bomo naredili, kot vedno, tudi pregled tega tedna, kaj nam prinaša, kje so izzivi, kje so nagrade in kaj za vas, glede na vaše število življenjske poti, to pomeni. Število življenjske poti, kako zelo učeno se to sliši, ampak je v bistvu zelo preprosto. To je pravzaprav seštevek vašega rojstnega datuma. Poglejte, formule imate že za menoj, hitro ga zračunajte. Ne glede na to, ali boste seštevali vsako številko posebej ali skupaj, rezultat bo isti. To je eno izmed 5 osebnih števil, s katerimi numerologija razkriva, kdo smo, kaj smo, zakaj smo, kakšen partner smo, kaj je naše poslanstvo, kaj nas čaka v življenju, kako nas okolica dojema in še marsikaj. Ampak da vas preveč ne zmedem, danes se bomo osredotočili na naš rojstni datum, kaj to za vas pomeni. Kaj to za vas pomeni? Število življenjske poti razkriva, v čemu ste dobri. Kaj so vaši talenti, darovi, se pravi tisto, kar vam je prirojeno. Velikokrat tisto, kar nam je prirojeno in v čemer smo super, mi dojemamo kot samoumevno. Velikokrat se nam to ne zdi nič takšnega, saj za nas je to vendarle lahko. Torej, velikokrat se je dobrodošlo spomniti, kaj je tisto, kar je za nas tako zelo easy, kot bi rekli mladi. Tam namreč leži naš uspeh. Je že res, da nas marsikaj veseli, da nas marsikaj zanima, da lahko nekaj zelo študiramo in se trudimo, ampak se trudimo. Uspeh nas čaka tam, kjer stvari dosegamo z lahkoto. In število življenjske poti nam pomaga razumeti, kaj ta pot je, kje nas čaka uspeh, kaj je tisto, v čemer smo tako zelo izvrstni, da vesolje, življenje, Bog. Izberite tisti izraz, ki vam je najljubši, komaj čaka, da se bomo temu posvetili. Kaj vam je zdaj na misel prišlo? Kaj je bila prva stvar, ki vam je zdaj na misel prišlo? Se ji posvečate in namenjate dovolj časa? Zaupate v sebe? Dajmo zdaj pogledati od 1 do 9, kaj za vse vas pomeni to število. Torej, tisti, ki imate seštevek svojega rojstnega datuma 1, enka je samostojna, je neodvisna. Poglejte jo, spominja na puščico navzgor. Vidite? Tako malo gor kaže. Se pravi, ste bitja napredka. Ste osebe, ki rade iščete novosti, novitete in ste osebe, ki načeloma raje delujete same, kot takimi, ki mečkajo in komplicirajo in mi je treba vse 15krat povedati, kaj ti vi, preden nekomu razložite, kaj potrebujete, to že sami naredite. Tukaj bi opozorila samo na to, da imamo 5 osebnih števil, se pravi, to je samo eno število, samo en delec mozaika vas razlaga, tako da mogoče v določenih segmentih se ne boste najbolj našli, ampak vsi tisti, ki imate seštevek enka in niste pogumni, niste tisti, ki naredite prvi korak, niste tisti, ki date neko iniciativo, pomeni, da ne živite sebe na polno in je škoda. Kaj je tisto, kar mogoče bi vam zdaj najprej prišlo na misel, če rečem, kaj vam je žal, da niste storili? Kaj je tisto, kar mogoče malo obžalujete ali pa bi mogoče lahko bili malo bolj odločni? Morda pa v letošnjem letu dobite ponovno priložnost. Letošnje leto, kjer je na koncu enka, je za vas ugodno. Vam prinaša tiste priložnosti, nad katerimi ste morda v preteklosti že obupali. Torej vsi tisti, ki imate število življenjske poti 1, pred vami je obdobje korakov naprej. Morda ta korak ne bo trajen, mogoče boste šli pa še malo levo, pa še malo desno, pa malo si boste premislili, ampak tudi to je življenje. Torej ste osebe, ki iščete napredek, ste osebe, ki se postavljate za sebe na drugačen način. Lahko vam pa seveda očitajo, da ste ukazovalni, da ste prehitri, da ste neobzirni. Vsako število ima tako pozitivne kot mogoče malo manj pozitivne lastnosti, temu rečemo izzivi. Torej, če ste prehitri za svojo okolico, to preprosto pomeni, da je potrebno se naučiti skomunicirati, kaj želite. In še en dobronameren nasvet, res je, da včasih naredite vse hitreje vi sami, preden nekomu razložite, kaj bi radi, ampak veste, tu je izvrstna formula za izgorelost. Včasih je prav, da pustite tudi, da se vam pomaga. Okay? Vsi tisti, ki imate seštevek 2, torej ki imate število življenjske poti 2, ste pa osebe, ki ste dobri v timskem delu, ki ste fantastični sodelavci, ki znate komunicirati tako s tistimi, ki so zelo hitri, kot s tistimi, ki so bolj počasni, ste pa načeloma previdni. Tiste osebe, recimo, ki imate v 5 osebnih številih dvojkico večkrat, ste tiste osebe, ki ste bolj sramežljive, bolj zadržane, ki ste ponavadi, pojdi ti prvo probat, pa pridem pa jaz za tabo. Torej ste osebe, ki niste tiste, ki boste prve skočile z najvišje skale v vodo, ste nekoliko bolj previdni, ste nekoliko bolj, povreka tudi upoštevajoči okolice. Zavedate se, da vse, kar vi počnete, ima vpliv na druge.
Ravno zato, ker znate komunicirati tako z eno kot z drugo platjo, ste izvrstni mediatorji. Torej, ste nekdo, ki razume tako eno plat kot drugo plat kovanca. Tega smo se učili lansko leto in lahko pomagate tistim ljudem, ki se med seboj ne razumejo. Kar pa je zelo pomembno, pa je, da na sebe ne pozabite. Velikokrat ste uvidevni, pa vedno počakate, kaj bo druga oseba najprej rekla, pa se kar malo prilagodite včasih temu. Ne pozabiti na to, kdo ste, česa si vi želite, kaj je tisto, kar vas osrečuje. Ne vedno le drugim pomagati, ne vedno le druge upoštevati, ampak tudi sebe. Torej, izziv, ki ga vam prinaša življenje, je ne se podrejati, podrediti, podrediti pa ne. Okolico učite strpnosti, učite potrpežljivosti, zato se tega morate najprej naučiti sami, torej ne biti predpražnik v letošnjem letu. Ravno zato, ker je veliko dvojke v tej letnici, bo pred vas postavila točno te izzive. Torej ne biti predpražnik. Tisti, ki imate seštevek 3, torej imate število življenjske poti 3, ste kreativni, ste ustvarjalni, ste taki kot otroček. Ne razumete, zakaj so ljudje žleht. Ne razumete, zakaj kakšne stvari se zapeljajo na način, da je škodljiv. Ste taki nedolžni, bom temu rekla. Ne naivni. Vi vidite dobro v ljudeh. Imate neverjetno sposobnost, da znate prepoznati potencial. Da znate prepoznati dobro v ljudeh, v situacijah, tudi v tistih, za katere mogoče večina meni, da so slabi. To je fantastično. Je pa včasih res, da zato za voljo potencijala, ki ga vidite v drugih, vztrajate predolgo, čeprav ta oseba potencijala ne živi. Nekdo ima lahko ogromno potencijala, pa to ne pomeni, da ga bo izkoristil. In tukaj se morda učite to malo spustiti. Super je, da ljudi navdihujete, super je, da jih podpirate, ampak naj to ne gre v škodo vas. Učite se čustvene zrelosti, kar pomeni tudi reči ne, podobno tisti, tudi ki imate število življenjske poti 6. Torej, bodite ustvarjalni, bodite inovativni, iščite rešitve tam, kjer jih nihče ne vidi. V temu ste izvrstni, v temu ste naravnost fantastični. In letošnje leto, ki nam bo ponudilo toliko različnih možnosti, toliko različnih scenarijev, je po eni strani leto za vas, v katerem boste imeli ogromno idej. Vse te ideje mogoče ne bodo najbolj izvedljive in vse te ideje mogoče ne bodo ravno najbolj na trdnih tleh. Torej, bodite malo previdni, da vam domišljija ne nagaja v negativo. Ravno obratno pa velja za tiste, ki imate število življenjske poti 4, torej vi pa ste z nogami na tleh, ste realisti, ste osebe, ki ste mogoče, ne bom rekla, da preveč previdne, ampak absolutno pa vam veliko pomeni občutek varnosti, poštenosti, marljivosti, poštenega dela. Torej, vi tudi ne razumete tiste, ki prihajajo do bogastva na nekorekten način, se pa učite korektno poskrbeti tudi za sebe. Torej, tako kot cenite pošteno delo drugih, cenite tudi pošteno delo sebe. Pred vami je leto, ki vam ne bo najbolj všeč, moram biti kar iskrena. Letošnja energija je taka bolj vihrava, bolj turbulentna, vi pa ste tip človeka, ki ne mara sprememb z danes na jutri. Odprite se možnostim, pa ni treba čisto vsake provokacije prijeti in se na njo odzvati. Torej, v letošnjem letu mogoče bodo dnevi, v katerih se vam bo zdelo, da je vsega preveč, nič hudega. Bodo minili. Ste predvsem oseba, ki ima rada stvari popredalčkane, se pravi definiranje, to je to gre tako, to gre tako. Včasih v življenju to ni možno, letošnje leto bo te predalčke zelo rukalo, zelo pretresalo. Torej, vaše prepričanja, vaše dojemanje sveta in vas samih se bo s tem tudi spreminjalo, kar ni nujno slabo. Jaz mislim, da boste proti koncu leta bili veliko bolj drzni in veliko bolj podobni tistim, ki imajo število življenjske poti 5, kajti vi pa ste tisti, ki si upate. Vi ste tisti, ki potrebujete svobodo, ki potrebujete prostor za dihanje, ki potrebujete prostor, ki potrebujete biti vi. Torej, letošnje leto je vam pisano na kožo. Vsa ta dinamika, vsa ta spontanost, vse te različne možnosti bodo za vas fantastične. Naj vas preveč ne odnese, to bi bil moj nasvet. Ne preveč pasti v vsako priložnost, sigurno ne bo možno čisto vsega izkoristiti, kar ne pomeni, da bo to zdaj izginilo z obličja sveta. Lejte, tudi hrana, če ne pojemo čisto vse čokolade, to ne pomeni, da bo zdaj izginila, pa da je ne boste mogli jutri jesti naprej. In včasih v življenju je podoben občutek. Imamo občutek, da če ne bomo takoj zdaj izkoristili nekaj, da bo kar izginilo. Ne bo.
V letošnjem letu se torej dajte vedno znova vračati k svojemu bistvu, sicer pa ste tisti, ki ste izvrstni v spremembah, v marketingu, v mreženju, v drugačnosti. Ste radovedni, ste odprti temu, da bi vedeli, kako to tam na drugem koncu sveta počnejo in zakaj. Ste tisti, ki nimate predsodkov, ste tisti, ki nas vse ostale na tem svetu učite, da različnost pravzaprav je darilo. Torej, v tem letu dajte čim večjim ljudem ravno to darilo kot popotnico v komunikaciji z vami. Najboljši ste ravno v tem, da ste malo, ne bom rekla neodgovorni, ampak spontani včasih raje, odbrezite stran iz tistih situacij, kjer vam kaj ni prav in potem poiščete nekaj bolj zabavnega. Vsi smo kdaj taki. Vi ste včasih mogoče malo večkrat. Torej, obratno velja pa za tiste, ki imate število življenjske poti 6. Za vas velja, da običajno postavljate na prvo mesto svoje drage, svojo družino, svoj dom, svoje najljubše osebe, zato velikokrat pozabite na sebe ali pa sebe nekako postavljate na stranski tir. Izvrstni ste v vsem, kar je povezano z nego, skrbjo, skrbnostjo. Velik izziv v vašem življenju je ravno ljubezen do sebe, se pravi, kje postaviti mejo, kje je zdaj ta pomoč drugim zdrava in kje mogoče pa sebe s tem uničujete. Torej, pravzaprav se učite zajeti energijo in obilje zase. Poglejte zdaj šestico. Zgoraj jo malo manjka, če jo primerjamo z osemko. Torej, učite se duhovne resnice, vse tisto, kar dojemamo kot tako zgoraj, sprejemati tudi za sebe, brez občutka krivde, brez občutka, da je pa zdaj nekdo prikrajšan, brez občutka, da morate takoj to zdaj naprej dati. To je ena taka velika lekcija v vašem življenju. Izvrstni ste v tem, da poskrbite za druge, zdaj se učite poskrbeti tudi zase in v letošnjem letu bo to še kako pomembno, kajti veliko bo situacij, v katerih ne boste več vedeli, kdo je zdaj tukaj nor. Zakaj se tukaj zdaj pravzaprav gre? Takrat pojdite nazaj vase. Tako kot vidite šestko, pejte nazaj v sebe. Kaj vam vaš notranji šesti čut govori? V tem ste fantastični. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, pa ste tisti, ki vas čaka največ duhovnega dela letos. Sicer pa ste osebe, ki najbolj cenite resnico. Lažje prenesete, da je nekdo nekaj zabluzil, kot pa da se vam o tem zlaže. Lažje prenesete, da je nekdo vas izneveril, kot pa da se vam v obraz o tem laže. Torej ste nekdo, ki zelo celi korektnost, spoštovanje in enkrat, ko tega v odnosu ni, v resnici tudi vas več ni. Mogoče vztrajate, mogoče iščete opravičila, mogoče se trudite odpustiti, ampak v resnici vas 100% tam več ni. Izvrstni ste v tem, da najdete podrobnosti, da najdete neharmonijo v energiji, zato tudi najdete laž 1, 2, 3. Bili bi fantastičen inšpektor. Kajti vibracije, če zdaj jaz rečem, na sebi imam čudovit rdeč pulover, boste vi slišali, da te vibracije nekaj ne štima. Tako zelo hitro potem prepoznate tudi tiste ljudi, ki vas želijo mogoče malo. Ne pozabi, da v letošnjem letu bo tega veliko, torej pomagajte si ravno s tem vašim notranjim občutkom, da nekaj ne štima in mu dajte zaupati. To je smisel letošnjega leta za vas. Učite se zaupati sebi, svoji intuiciji, svoji suverenosti in izboljšati sebe kot osebo, kar pa je tisto, v čemer ste preprosto najboljši. Radi se učite, radi raziskujete, privlačijo vas tako ezoterika kot duhovnost, kot tudi vse ostale znanstvene vede, kajti ste radovedni in ste izvrstni v učenju, torej v letošnjem letu si dajte malo več časa tudi za to. In tisti, ki imate število življenjske poti 8, ste tisti, ki naj bi z levo roko manifestirali. Ste tisti, ki naj bi bili uspešni, ste tisti, ki naj bi bili dobro organizirani. Če se soočate s finančnimi težavami, to pomeni, da se soočate z izzivi lastne vrednosti. In jaz ta izraz vrednost ne maram, ker vrednost naš lahko spremeni v nekaj negativnega, tako kot tudi stanje na našem računu lahko v negativo. Torej, lastna dragocenost. Ne glede na to, kdo ste, kje ste, kaj ste, zakaj ste, ste kot taki dragoceni. Ko se boste dali v to energijo, bo začela energija teči. Poglejte osemko. Tako zgoraj, tako spodaj. Simbolizira zakon narave, univerzuma. Ko uravnovesimo zgoraj, ko uravnovesimo spodaj, se pravi duhovno in materialno, se potem to prekucne in postane znak za infinity, torej neskončnost. Če mogoče sodite med tiste, ki vedno postavljate druge na prvo mesto, to pomeni, da dajte to samo spremeniti v afirmacijo. Tako kot za druge poskrbim tudi zase. Tako kot si drugi zaslužijo srečo, si jo tudi jaz. Torej, pred vami je leto, ko se bodo odpirale poti, možnosti, nenavadne možnosti in priložnosti. Pejte v sebe in izbirajte iz ljubezni. Naj ne odreagira vaš ego in
potreba po potrditvi. Naj ne odreagira vaša potreba po temu, da imate včasih prav, ampak odreagirajte iz ljubezni. Kaj je tisto, kar je za vas in za druge dobro? Kaj ti združujete tako zgoraj, tako spodaj? Tega ne pozabite. In imamo še število življenjske poti 9. To število pa je število sočutja. Poglejte, 9 spodaj ji repek manjka. To pomeni, da včasih tujo energijo, tujo stisko nekako kar zajamete in potegnete nase in želite pomagati tako zelo, da kar vi podoživljate stvari, ki se drugim dogajajo in ste nekakšna energijska spužva. Zato se lahko zgodi, da ste izčrpani, zato se lahko zgodi, da se ne vas lepijo čustveni vampirji. Vse to bo na programu, da tako rečem, letos, torej postavljati mejo in se pravzaprav učiti sprejemati dobro tudi za sebe. Če prej primerjamo šestico, šestica je zajemala z duhovnega, vi zajemate z materialnega, torej sprejemati materialne dobrine tudi zase. Ko boste imeli dovolj zase, boste lahko darovali za druge. Število 9 povezujemo tudi s humanitarnostjo, torej brez občutkov krivde, bodite tudi vi tisti, za kogar boste poskrbeli. Izvrstni ste v sočutju, izvrstni ste v čustvenosti, včasih vas malo odnese, torej v letošnjem letu dihati. Bodo trenutki, ko se bo zdelo vsega preveč, bodo trenutki, ko boste želeli poslati koga tudi nekam, kamor na televiziji ne smem povedati kam, bo minilo, bo minilo. Torej, to je en tak kratek pregled od 1 do 9. O številu življenjske poti bomo v naših oddajah še govorili, zdajle pa se vrnemo k tednu pred nami. Teden pred nami prinaša energijo domišljije, kreativnosti, ustvarjalnosti. Ta energija se je sprožila že prejšnji teden, ta energija je povezana tudi s samim mesecem januarjem. Torej, kako ste lahko bolj igrivi? Kdaj ste nazadnje skakali po lužah? Kdaj ste nazadnje bili 3 leta stari otrok, ki se je pri blagajni metal po tleh in bil histeričen in cepetal? Vsi smo kdaj taki. Razlika je, kaj s to energijo počnemo. Torej, v tem tednu bi se lahko sprožila energija užaljenosti, lahko bi se sprožila energija kuhanja mule in pa tistega otroka, ki verjame, da mu bo dedek mraz prinesel kar talent. Ki verjame, da mu bo dedek mraz prinesel ponija, ki verjame, da so čudežni možni. Vsi smo bili ta otrok, vsi smo verjeli. Torej si treba samo spomniti. Če mogoče ste v nekem obdobju v življenju, ko se vse zdi zelo črno, ne obupati. Dajte nazaj v energijo tistega otročka, ki je verjel, da bo Božiček ali pa dedek mraz prinesel točno to, česar si želi, se mu je vendarle napisal pismo. Je že res, da bi ta otrok včasih razočaran, ampak v življenju nas je počasih samo življenje tako presenetilo, da smo bili samo wow. V tak teden gremo, bolj kot bomo mi verjeli, da si to zaslužimo, bolje je. In zdaj dajmo še enkrat ponoviti, katere je naše število življenjske poti. Zelo na hitro bomo pogledali od 1 do 9, kaj tale teden vam prinaša in kako to kreativnost kar najbolj izkoristiti. Torej, sešteli smo že, zdaj bomo pogledali še enkrat, kako se sešteje za tiste, ki ste se nam pridružili kasneje. Hitro vzeti prste, sešteti svoj rojstni datum do ene same cifre. Tisti, ki imate enko, izbirajte stvari, ki so nove. Izbirajte stvari, ki jih do zdaj še ne poznate in jim dodajte svoj ščepec domišljije. Torej, če boste kuhali govejo župo, dajte mogoče noter zabrisati češnjo. Dajte probati nekaj popolnoma novega in boste pri tem kreativni. To velja za vse nas. Biti kreativni, biti inovativni, biti vi tisti, ki naredite prvi korak. In bodite v temu nežni. Tisti, ki imate število življenjske poti 2, pred vami je čas, ko dajte to domišljijo uporabiti v pogovoru s tistimi, s katerimi vedno znova prihajate do nesporazumov, ki vas vedno znova mogoče narobe tudi razumejo. Kratki stavki in plastični primeri lahko naredijo čudeže. Torej, če govorimo tudi o nekomu, kogar se morda bojite, ali o nekomu, ki je vaša avtoriteta, pomagajte si z energijo tega tedna tako, da date neko primerjavo, kot recimo, veste, v filmu ta prizor se je zgodilo to, mogoče je to podobno. Tam sem bral ta članek. Nek plastičen primer iz vsakdanjega življenja uporabite za to, da prikažete, kaj želite povedati, če imate na drugi strani osebo, ki vas mogoče vedno znova narobe razume. In seveda zlato pravilo, vedno dajmo najprej poskusiti s prijaznostjo in šele potem užaljenostjo. Če samo potegnemo surlo, bodo drugi težko vedeli, zakaj. Torej, v tem času, tudi če bi nekdo bil užaljen do vas, stopite do te osebe in vprašajte, zakaj. Beseda ni konj, pravijo. Torej, pred vami je teden, ko se bo predvsem vaš način komunikacije z drugimi spreminjal. Naj bo čim bolj ne tako zelo inovativen, kot pa jasen. Brez preveč pridevnikov, ampak jasen.
Tisti, ki imate število življenjske poti 3, pred vami je čas, ko uporabite ta močen poriv 3. tedna, ki je vam pisan na kožo. Torej, bodite igrivi. Posvetiti pa se predvsem svojemu notranjemu otroku. Kako ste se počutili kot otrok, ko vam je nekdo rekel ne? Kdaj vas je bilo najbolj strah kot otroka? Česa vas je bilo najbolj strah kot otroka? Zakaj? Kaj vas je pomirilo? Kaj je tisto, kar vam je dalo občutek, varnosti, sprejetosti, moči? Določeni dogodki v tem tednu bi lahko pritisnili točno na te rane, če še niso pozdravljene. Torej, pred vami je izvrsten čas, da okrepite sebe, da objamete tistega preplašenega dečka ali preplašeno deklico znotraj vas samih in ji ali mu poveste, vse je v redu, vse bo v redu. Tudi če v tem trenutku je veliko nejasnosti v vašem življenju, veliko negotovosti, vseeno si rečete, vse bo v redu, če ne danes, pa jutri. Zelo pomembno je, da ta občutek varnosti date vi sami sebi in da si po drugi strani dovolite tudi kakšno norčijo ta teden. Za vas, predvsem za vas je pomembno, da v tem tednu zganjate navihanosti, da koga malo nahecate, da se malo požgečkate in da v tem predvsem uživate, tako kot uživa 3 leta star otrok, ko gre sankat. In tisti, ki imate število življenjske poti 4, pred vami je teden, ko je prav, da presodite, kaj je res in kaj mogoče pa ni tako zelo hudo. Včasih stvari preprosto preveč resno jemljemo, včasih se nam zdijo zelo fatalne, zelo življenjsko pomembne, pa potem čez 10 let ugotovimo, da se jih sploh več ne spomnimo v bistvu. Torej, v tem tednu presejte, kaj je tisto, kar vam bo čez 10 let še vedno pomembno. Kaj je tisto, kar mogoče boste čez 10 let rekli sami sebi, 2021 bi lahko, pa nisem. Mogoče vam bo pa žal. Mogoče pa časih treba pokukati ven iz tistih okvirjev, izza naše ograje in tvegati in poskusiti kaj zelo nenavadnega. Kaj takega, kar vam sploh ni podobno. Letošnje leto je itak tako. Lejte, a ni bolje, da ga izkoristite, pa eksperimentirate, pa ste predrzni, pa uživate v temu, pa mogoče dobite nazaj informacijo, ok, tole mi je super, tole bom obdržal, to mi ni tako dobro. Letošnje leto je tako, kot bi temu rekli, ko pridemo v trgovino in imamo testerje, lahko probate, torej bodite pogumni, dajte probati, dajte poskusiti pokukati iz vseh tistih okovov, za katere boste mogoče ugotovili, da pravzaprav ne veljajo več. Število življenjske poti 5. Pred vami je teden, ko pa ne preveč skakati čez ograje in okove in omejitve, ampak se dajte mogoče vprašati, kaj je tisto, kar v resnici izpolnjuje vas, kaj je tisto, kar vas v resnici osrečuje, globoko osrečuje, ne samo v trenutku. Ste osebe, ki znate uživati v trenutku, ki znate resnično doživeti življenje in to je fantastično. Ampak se veste, kaj pravijo, če je nečesa preveč, tudi najboljše stvari niso dobre in v tem tednu bi vas lahko nekoliko zaneslo na tiste poti, kjer je hitro preveč. Torej, kaj je tisto, kar vam znotraj vas, v vašemu srčku, v vaši biti, v vaši esenci prinaša srečo, izpolnitev? Kaj je tisto, zaradi česar imate občutek, da super je, da sem na svetu? To je moje poslanstvo, zato sem tukaj. Temu se dajte posvetiti, kajti na teh področjih se bodo odpirale poti, na katere ne bi pomislili nikoli. Ste pa na njih mogoče pomislili, ko ste bili stari 3 leta? Če ste si želeli? Kdo ste mislili, da boste, ko boste odrasli? Kaj so bile vaše sanje? Temu se dajte posvetiti ta teden. Tisti, ki imate število življenjske poti 6, pred vami pa je čas, ko se posvetite sebi na materinski način. Torej, dobra mama zna presoditi, kdaj se reče ja, kdaj se malo zamiži na eno oko, pa se naredi, da ni videla, kdaj pa je treba biti strog. Pred nami je teden, ko ga bomo vsi malo biksali, ko bomo vsi malo bolj razpuščeni, ko bomo vsi malo bolj ta 3 leta star otrok. Vi pa bodite tisti, ki boste postavili mejo osebam, ki se do vas obnašajo, kot da ste 3 leta star, nezrel, nesposoben otrok in predvsem sami sebi, kadar se obnašate na način cepetajočega 3 leta starega otroka. Vsi se nečesa učimo v življenju, danes vi, jutri nekdo drug, torej v tem času dajte presoditi, ali vaše odločitve in izbire izhajajo iz zrelosti ali iz danega trenutka, kajti domišljija tega števila 3, ki vpliva na nas ta teden, je namreč ravno to, da naredi stvari večje in bolj intenzivne kot so. Torej vprašajte se, a je res tako hudo dober, a je res tako hudo slabo? Torej,
Pa predvsem bodite do sebe materinski, ljubeči in vse to, kar že veste, da v januar spada. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, pred vami je čas, ko bo mogoče malo težje presoditi, kaj je res in kaj ni res. Domišljija nam je bo vsem zagodla v tem času. Torej, naslanjajte se na dejstva, naslanjajte se na svoj notranji občutek, ki smo ga že omenili v začetku, predvsem pa si dovolite počitnice. Predvsem pa ne bi tako zelo zahtevni do sebe, dajte si dovoliti malo predaha, dajte si dovoliti malo več igrivosti, dajte si mogoče dovoliti odmor, pauzo, počitnice. Ste namreč takšni, da od sebe zahtevate ponavadi prehitro rezultate, preveč, ste prestrogi, druge zelo razumete sebe malo manj. V tem času bodo dogodki postavljeni pred vas ravno zato, da boste do sebe razumevajoči, da boste do sebe malo bolj nežni in da boste predvsem igrivi. Torej, pejte skakati v luže, tudi če boste blatni. Če je sneg mogoče zunaj, pejte v sneg. Torej, vse tisto, kar vam prinaša tisto otroško radost, na katero ste morda v življenju pozabili. Ali ste tisti razigran otroček ali ne? Še znate biti tisti razigrani otroček ali ne? No, v tem tednu bo to lažje. Pejte v tistega mehkega otroka, ki se ful veseli vsakega dneva posebej. In še število življenjske poti 8. Pred vami je obdobje izvrstnih idej. Uporabite to svojo domišljijo zato, da najdete poti tam, kjer jih ni. Poglejte zdaj le 8. Zamislite si 3. 3 je del vaše energije, smo v 3. tednu. Torej, prvi korak je ideja. Katere vse ideje ste imeli do zdaj, pa jih niste realizirali, pa vam je mogoče žal? Katere ideje pa lahko zdaj realizirate? Katere ideje boste morda si zapisali in pustili za kasneje? Torej, smo v času, ko dajte domišljiji prosto pot. Ni važno, a je nekaj možno ali ni možno. Lejte, 10 let nazaj, kaj vse ni bilo možno 10 let nazaj, pa je zdaj le takole. Pejte v energijo čudežev. Pejte v energijo doseganja čudežev, kajti vi ste tega sposobni. Kaj smo na začetku rekli? Znate manifestirati. Ajde, dajmo manifestirati. In še število življenjske poti 9. Pred vami je čas, ko odpustite sebi tiste napake in tiste trenutke, za katere ste mnenja, da ste bili nezreli, neodgovorni ali kakorkoli ste počeli narobe. Lejte, vsi v življenju ga pobiksamo, pa še velikrat ga bomo, tudi vi, tudi jaz, mi vsi. Ta teden bo prinesel izvrstno priložnost, da si date občutek, da ste v redu. Pomislite na tisto, kar vam je najbolj žal, tisto največjo napako v svojem življenju. Morda, če primerjamo z vojnimi zločini, če primerjamo s kakšnimi resničnimi grozodejstvi, pa le ni tako zelo hudo. Torej, v tem času je predvsem pomembno, da sebi odpustite vse tisto, kar vas mogoče še malo žre in si predvsem pustite prosto pot naprej v energijo, ki prihaja, v vse te možnosti, vse te priložnosti, ki jih tako zelo omenjam, ki so tukaj tudi za vas, brez občutka krivde. Torej, dragi moji, to je bil pregled za tale teden. Prinaša nam veliko energije, igrivosti, iskrivosti, torej izkoristite to za to, da ste spontani, da se ne obremenjujete s tem, kaj bodo sosedje rekli, ampak da se vprašate, kaj pa vi pravite? Kaj je vaše mnenje o vas? Kaj je vaše mnenje o svetu? Kaj je vaše mnenje o vsem? To se sprašujte ta teden. Kaj jaz mislim o temu? Kakšno govejo župo imate radi vi? Kakšno juho imate radi vi? Sprašujte se, kaj imate radi, kaj vas osrečuje. To je daleč najbolj pomembno vprašanje tega tedna. Ob koncu oddaje pa seveda vabljeni tudi, da preberete malo daljši napovednik, da preberete, kaj je število življenjske poti, kaj je numerologija tudi na moji spletni strani www.lili-sorum.com. Najdete me tudi na YouTubu, na Facebooku, na Instagramu. Seveda pa vas bom zelo vesela tudi naslednji teden v ponedeljek ob 8. zvečer na ETV-ju, kjer bomo pogledali znova kaj zanimivega. Pa, pa!